Jure Zdolšek je na več kot 200 let stari domačiji na Ponikvi klasično kmetovanje dopolnil s sodobnimi pristopi. Posvetil se je izdelavi suhomesnatih dobrot, že 10. leto pa z navdušenjem izdeluje tudi penine. V seriji filmov Zgodbe naših ljudi predstavljamo krajane, ki s svojim predanim delom, znanjem in kreativnostjo zaznamuje življenje v skupnosti in skrbijo za prepoznavnost Šentjurja. Dobrodošli med Šentjurčani. Zgodba naše kmetije sega v leto 1824, kar pomeni, da ima kmetija že 200-letno tradicijo. Na kmetiji živimo dve družini, starša in midva s partnerko. Osnovna dejavnost kmetije je živinoreja. Sekundarni dejavnosti so pa vinogradništvo in vinarstvo ter proizvodnja suhomesnatih izdelkov in razsek svežega govejega in svinjskega mesa. Starša sta dolgo časa imela mlečno proizvodnjo. Sam sem se odločil za drugo pot, in sicer za razsek mesa, za suhomesnate izdelke. Predvsem, kar mi je pa nek motiv na kmetiji, želja po znanju, vidim pa pri penečih vinih, po klasični šampanjski metodi. Te pa že tudi zelo počasi 10. leto, s katerimi se ukvarjam in nadgrajujemo znanje, iščemo nove tehnike, prijeme. Tako kot pri mirnih vinih, smo se potem pri penečih vinih učili na napakah. Se mi je pripetil kar neki liniji, ki niso šle skozi tako, kot sem si zamislil. Lahko rečem, da hvala Bogu so tukaj dobri ljudje, ki ti pač pomagajo z svojim znanjem. No in potem smo lahko rečem, da razvili te dve penini, ki jih imamo zaenkrat na trgu. To so pa klasična kuve penina in pa penina roze. Pol suha in pol sladka. Glavna sezona predelave mesa pri nas je tam nekje od meseca oktobra do meseca marca, aprila. Takrat se na naravi najbolj prijazen način nekako sušijo izdelki, kot so salama, naša značilnost, isto špehovka, bodjole. Se pravi, od tistega časa, v poletnem času pa delamo malenkost drugače, in sicer za proizvodnjo poltrajnih izdelkov, hrenovk, klobas za kuhanje in tako naprej. Zdaj pa je spet specifika predelave mesa je ta, da dejansko smo odvisni od naravnih pogojev. Prav tako, kot je šlo pri peninah, kdaj kaj narobe je šlo tudi pri mesninah. Ampak zato so razne literature, kot sem že prej rekel, dobri ljudje, da se povezujemo, pogovarjamo o izkušnjah. In iz teh izkušenj se da marsikaj ven potegniti, potem pa lahko računaš na pot do uspeha. Moje mnenje je, da smo lahko kot družba zelo veseli, da imamo pogoje, ki nam dopuščajo proizvodnjo in potem naprej uživanje zdrave lokalne hrane, katere je na trgu, opažam, da zadnje čase vedno več, kar je zelo pohvalno. To potem potegne tudi neko sodelovanje med nami kmetijci. Za naše stranke organiziramo po dogovoru dostavo naših izdelkov. Lahko jih kupijo direktno na kmetiji. Skozi leto so naši glavni kupci privat stranke. V decembrskih mesecih, ko se pa pač zaključuje leto, letina, pa sodelujemo z raznimi podjetji poslovno, kjer pri nas jemljajo, se pravi, poslovne pakete, kateri pa zajemajo vse suhomesnate asortimente in seveda penine. V bodoče seveda gledamo tudi proti tem, da bi uvedli spletno prodajo in se povezali še s kakšnimi raznimi vinarskimi hišami. Brez sodelovanja v kmetijstvu pač ne gre. Skozi leto si z sosedi seveda pomagamo pri raznih opravilih na kmetiji, tu so košnja, siliranje, trgatve. Prav, kar se pa tiče tistega lokalnega sodelovanja, pa lahko rečem, da zelo dobro sodelujemo z vinotočem Šmit in z lovčarstvom Busar, ki sta pač na drugem bregu naše vasi. Podobne zgodbe imamo in brez povezave tudi sam teže kam speleš. Veseli me, da so vrata vseh lokalnih kmetij potrošnikov na široko odprta.
kar pomeni, da dejansko potrošnik lahko izdelek poišče sam, kjer bo imel tudi jasen pogled od vil in na vilice. Delo se zjutraj začne v hlevu, potem sledi pa jutranja kava, brez katere ni mogoče dneva začeti, posvet z familijo. Potem pa gremo vsak na svoje delo. Skozi sezono so razna dela na pašnikih, na njivah, v vinogradu. V zimskem času so pa na vrsti koline, priprava izdelkov za stranke, decembra, kot sem že prej omenil, proizvodnja paketov, priprava penin za prodajo. Ko se pa dan konča, pa tudi poleg kmetije obstajajo kakšne zadeve, da ti dušo napolnijo. Pri sebi lahko rečem, da že 10 let pojem v vokalni skupini 7Dec in to je neka bogatela, ki me nadaja tudi potem pri kmetiji z novimi navdihi. Kljub vsej obilici dela, ki je na kmetiji, se vedno najde čas za oddih, dopust, morje, predvsem pa neka taka ljubezen iz mladih dni smučanje. Tradicijo, glede na to, da že 200 let so začeli pradedje in gledano po vseh objektih, so takrat mogli res biti predani kmetiji, čutiti ljubezen do kmetije, katero čutimo tudi sedaj mi. Mislim, nekako želimo, da bi to šlo iz roda v rod naprej. Je pa zadeva taka, da vsak je imel pa neko drugačno zgodbo. Vsaka generacija je imela svojo dejavnost, tako kot jo imam sam sedaj, ob pomoči partnerke seveda, brez družinske pomoči pač na kmetiji nekako zelo težko gre. Starša pomagata še vedno na kmetiji, sta še kljub svojim letom zelo pripadna, predvsem je pomembno zdravje. Lahko rečem, da sta zelo dobra zunanja svetovalca. V bodoče, kljub temu, da smo konvencionalno, tradicionalna kmetija, me zanimajo ekološki prijemi, so želje, so ambicije, treba jih bo enkrat samo realizirati. Vizija se pa v skladu z časom pojavlja ideje sproti in včasih prije leto, ko narediš 3 poteze, včasih pa pride tudi point zero. Sam sem vedno stremel k temu, da je manj več in vse izdelke, ki sem jih odkrival, nisem želel, da bo zdaj to šlo v neke razširjene zadeve, večje posle. Počasi se dela napredek pri delu, pri poslu in pri izdelkih. Vsaka uspešna pot se ne dela na kratek rok, ampak na dolgi rok. Pri tem je potrebna velika mera potrpljenja, ne sme se obupati, predvsem pa se povezovati in vedno iskati nova znanja, nove literature. Po možnosti tudi kakšne stare bukve vedno prav pridejo. Kmetovanje mi je bilo že v otroštvu zelo zanimiv način življenja. Vedno sem sodeloval pri vseh opravilih. Včasih tudi kaj ni bilo tako z veseljem delati, je bilo bolj, zdaj pa moramo to narediti. Ampak potem s časom človek odraste, rata, postane modrejši, se zaveda, da je ta način življenja, ki nam daje kruh, poslanstvo, ne poklic. Dobrodošli v Okrogu pri Slomškovi Ponikvi.